Medvoška knjižnica z namenom vzpodbujanja bralne kulture svojim obiskovalcem ne ponuja samo možnosti izposoje, temveč organizira kar nekaj projektov. Za najmlajše bralno značko Medvodko bere, za odrasle pa kar 3 projekte. Knjižna srečanja za odrasle, bralno značko za odrasle Beremo na Sotočju in v letošnjem letu nov družinski projekt Medvoška knjižnja transverzala. Ta vključuje branje knjig, raziskovanje občine in obiskovanje dogodkov. Zaključno prireditev so v knjižnici organizirali prejšnji četrtek in sodelujočim poleg priznanj podelili lepe nagrade. Večer je svojo glasbo in zgodbami popestril dramski igralec, prejemnik Borštnikovega prstana Janez Škof. Knjižnica Medvode pripravlja več projektov za spodbujanje branja. Za predšolske otroke imajo Medvodkovo bralno značko Medvodko bere, za odrasle pa knjižna srečanja, bralno značko za odrasle in projekt Medvoška knjižna transverzala. Naša naloga je, da širimo bralno kulturo, da širimo pismenost. Izposoja je samo del tega, potem pa so še različne dejavnosti in danes smo imeli zaključek bralnih projektov za odrasle in za družine. Bralnih izborov, ki jih pripravijo v knjižnici, se sicer radi poslužujejo tudi bralci, ki v projektih ne sodelujejo. Za bralno značko pripravimo vsako leto seznam literature, med katerimi lahko zbirajo. Letos je to 80 naslovov. Zgibanke so na voljo tukaj in seveda na spletni strani in moram reči, da bralci veliko posegajo po teh zgibankah. Veliko več, kot pa je potem odziva. To pomeni, da bralci vseeno želijo neko smer, nek izbor, kakovosten. Zdaj, če se pa vključijo v sam projekt, je pa različno, a ne? Ampak smo zadovoljni, ker to niso take velike številke. Tudi po drugih knjižnicah, ki so mogoče nam višjega ranga, kot smo mi, pa smo jim kar konkurenčni v tem. Osnovnošolci morajo po opravljenem domačem branju povedati obnovo. Tu pa je odraslim bralcem prihranjeno. Sodelujoči so povabljeni, da napišejo nekaj svojih misli, utrinkov ob branju. Seveda pa to ne preverjamo. Prepričana sem, da je največja nagrada bralcu to, da prebere in uživa v branju. Že 10. leto pa v knjižnici pripravljajo tudi knjižne večere pod vodstvom magistre Tilke Jamnik. Letos so se jim pridružili tudi vodje šolskih knjižnic. Občasno pa kakšno predstavitev prevzamejo tudi knjižničarji Medvoške knjižnice. Na teh srečanjih pregledamo novitete, tako z področja otroške, mladinske in literature za odrasle. Kakšno srečanje je namenjeno posebni temi, naprimer smo obravnavali strip, tako razvojno in pa tudi primeri sodobnega stripa, nove izdaje. Potem pa naprimer smo imeli tudi Ljubljansko barje kot tematsko, koliščarji, pa tudi z naravoslovne strani tehnične stvari, kot celotno, kot tematsko srečanje. Srečanja seveda niso zaprtega tipa, zato vabijo vse, ki imate radi knjige, da se jim pridružite. V letošnjem šolskem letu pa so v knjižnici pripravili tudi nov projekt, ki vzpodbuja družinsko branje, bralne navade in pozitiven odnos do branja, obenem pa tudi spoznavanje znamenitosti v občini in povezovanje in sodelovanje med zavodi, poimenovan Medvoška knjižna transverzala. Oblikovali smo bralne izkaznice v ta namen, kjer otroci zbirajo žige za vsako opravljeno nalogo. So pa 3 sklopi nalog. Ena je obiskovanje vnaprej določenih prireditev v občini, druga je obiskovanje znamenitosti v občini Medvode in tretja branje knjig. Projekt je nastal na osnovi deklaracije o sodelovanju pri razvoju bralne kulture v občini Medvode, katerega pobudnica je bila knjižnica Medvode. Poleg knjižnice Medvode in občine Medvode pa so jo podpisale še vse 4 medvoške osnovne šole in javni zavod Sotočje. In po prejetju priznanja branju prijazna občina, ki ga je občina Medvode prejela konec lanskega leta.
V sami izvedbi projekta pa poleg omenjenih podpisnikov deklaracije sodeluje še Središče za naravno učenje Samorok iz Sore. Glede na to, da smo letos prvič začeli s tem projektom, smo zelo zadovoljni. Sodelovalo je 15 družin. Vemo pa, da kakšen je tempo življenja, številne obveznosti, tako da ja, smo veseli, vabimo pa vse Medvoščane, da sodelujejo spet naslednje šolsko leto. Z velikim veseljem sicer ugotavljajo, da se jim v projekte vsako leto vključi več članov. Na četrtkovi zaključni prireditvi pa jim je v svoji kulturno-glasbeno šaljivi različici večer polepšal Janez Škof. Na koncu bi se rada zahvalila vsem zavodom, ki so sodelovali pri tem projektu, saj smo le z njihovo pomočjo lahko bili tako uspešni. Ne smem pa pozabiti donatorjev, ki so omogočili, da smo na koncu današnje prireditve izvedli žrebanje in je vsak sodelujoči pri enem izmed projektov dobil tudi lepo nagrado. A z gotovostjo lahko trdimo, da je bila vsem sodelujočim v projektih glavna nagrada, da so prebrali številne knjige in s tem obogatili svoje življenje.